Najlažje ga opišem s vzročnostjo, zakaj se izvaja ta program pri nas. Nekaj let nazaj me je obiskal Anglež in pravi, če imamo slučajno koga, ki bi lahko vodil njihovo družbo na Balkanu. Seveda ni problem, se poznamo dosti ljudi. Potem pa je bilo naslednje vprašanje, a ima kaki certifikat, a ima mogoče certifikat CIMA ali pa vsaj CMA. Takrat sem se prvič srečal s temi izrazi in sem ga kar direktno vprašal, kaj to pomeni. Potem mi je razložil in CIMA je svetovno najuglednejši menedžerski certifikat. Čeravno se imenuje poslovodni računovodja, je treba razumeti, da na Zahodu pogosto pod pojmom poslovodni računovodje razumejo menedžerska znanja, ki jih potrebuje tako top level managementov kot tudi middle level managementov. In če sedaj vprašamo, kaj je ta program? Ta program je v bistvu naš CPR, je v bistvu prevod prvih 2 stopenj CIME. CIMA je sestavljena 4 stopenj, vendar je 3. in 4. usmerjena izredno v prakso in je namenjena za velikanske sisteme. 1 in 2 pa daje potrebno znanje za recimo naše gospodarstvo. Certifikat je jamstvo, da nosilec certifikata zna delati to, kar certifikat nudi. To je nesporno velika prednost in lahko smelo trdim, da vsi naši nosilci certifikatov so usposobljeni opravljati svoje delo v svojem okolju. Od dosedanjih študentov na teh programih imamo specifično ali pa bom rekel zanimivo strukturo. Veliko je doktorjev znanosti, profesorjev. Na drugi strani so pa med študenti, to pa je tudi najbolj ciljna skupina, diplomanti različnih ekonomskih, ni pa nujno, da ekonomskih fakultet ali visokih šol. Tako da spekter teh poslušalcev je razmeroma širok. Imamo tudi enega, ki si želi prav posebej poglobiti znanja z področja kriznega menedžmenta, po profesiji pravnik, je končal, je že nosilec certifikata, torej ni pogoja, da bi moral biti ekonomist, ker so znanja podajajo na način, da tudi težka ekonomska znanja, ki jih potrebujem pri oblikovanju odločitev, prenašamo na različne profile. Govorimo zdaj o 1. in 2. stopnji CIME, to je naš CPR. Ta traja od pozno jeseni do pozno pomladi, praktično v poletje. Tu je 6 izpitov, razmeroma obsežnih. Zajemajo od podjetja, financ, računovodstva, načrtovanja, potem izjemno izpostavljeno je oblikovanje poslovnih odločitev, to je tudi najobširnejši predmet. Na koncu pa zaključimo z znanjem prava, nekaj davkov in pa tudi poslovne etike.